Pozdravljena, svetla, stara duša. Danes bomo govorili o nadangeljih, o 3 nadangeljih, ki vam najbolj lahko pomagajo takrat, ko imate v življenju neke brzice, ko rabite majčkeno dodatne podpore. Takrat enostavno zaprosite te 3 angele in boste vedeli, kako se vam bo življenje začelo spreminjati na bolje. Prvi izmed teh 3 angelov je nadangel Rafael. O nadangeljih so se opisali tle noter, ko imajo duše žur. V glavnem je nadangel Rafael. Rafael je tisti, ki zdravi Božje zdravilo in deluje skozi smaragdno zeleno barvo in v glavnem pomaga pri zdravljenju na vseh ravneh, celostno zdravljenje. V glavnem, se nanj obrnemo vedno, ko smo v kakršnikoli stiski, čustveni, denarni, materialni ali pa fizični ozdravitvi. Nadangel Rafael pomaga pri ozdravitvi pomanjkanja. No, in prav to pomanjkanje ljubezni vodi v sladkorno bolezen. Pomanjkanje samospoštovanja vodi v zasvojenost. Pomanjkanje denarja vodi v revščino, ampak v bistvu pomanjkanje na tem finančnem področju ni niti nujno, da je neko pomanjkanje kot to, da ne želimo videti obilja ali pa ga ne zmoremo videti, ker vidimo samo, mogoče položnice in ne uspemo videti, kaj pa vse imamo. Se pravi, je fokus na pomanjkanju, ne na obilju, kaj imamo. Tako da v glavnem, vedno, ko vas zagrne obup, žalost, globoke čustvene bolečine, se lahko obrnete na nadangela Rafaela in enostavno ga prosim za pomoč. Kako jaz to delam? Jaz v bistvu vedno uporabljam zdravilno molitev dekodiranja. In vedno, ampak rečem tako, stvarnik. Če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora neke moje kode, recimo pomanjkanja, in kličem nadangela Rafaela, da mi pomaga pri moji ozdravitvi. Ena stvar, ta božji svet, duhovni svet je tako blizu, ampak po drugi strani pa verjamem, da je res tako, kot lahko v kakšni knjigi preberete, da je Zemlja ena od najtežjih poligonov za dušo, da dobesedno izkušamo to ločenost. Izkušamo, kako smo nemočni, ločeni in tako naprej. Ko pa majčkeno bolj pobliže pogledamo, pa vidimo, da vsi imamo približno iste težave, vsi se ukvarjamo z nekimi odnosi, če ne odnos z drugim, pa odnos s sabo, in potom tega predelujemo neke igre. V bistvu se gremo igro življenja. No, v glavnem, tukaj naprej imate afirmacije, molitve nadangelu Rafaelu. Nadangel Rafael, prosim, ozdravi moje čustvene rane. Zaupam v tvojo zdravilno moč. Pomagaj mi občutiti sočutje. Kličem te na pomoč. Pomagaj mi ozdraviti občutke pomanjkanja. Zavedam se, da je v stvarstvu vsega v obilju. Pomagaj mi, da se vsa tvoja bit napolni, da se vsa moja bit napolni z vibracijo obilja. No, to je zdaj nadangel Rafael. Potem imamo pa naslednji, je pa Gabriel. Gabriel je pa ime, božja moč. Bog je moja moč. Se pravi, Bog je moja moč. In dejansko nadangel Gabriel nam šepeta in nam govori. In v glavnem govori nam to, sploh takrat, ko smo sredi sprememb, da nismo sami, da nismo ločeni, nam sporoča, da ne boj se, zaupaj, božji svet je tukaj, je blizu, ne boj se. In nadangel Gabriel nam pomaga prečistiti težke spomine, nezdrave navade in uničujoče razvade. Se pravi, vse to, kar nam povzroča neko ločenost, neke težave, in dejansko nadangel Gabriel je tisti, ki nam nosi novo vibracijo. In
nadangel Gabriel nam kliče: zbudi se. Dela skozi zlat snop svetlobe in tukaj nosi čisto resnico in svobodo. V glavnem, želi nam sporočiti, da je vse v redu, sploh ta ne bojte se. Nadangel Gabriel, prosim, pomagaj mi prečistiti vse težke spomine, ki zmanjšujejo mojo vibracijo. Zdaj tista vibracija, recimo, ko gremo mi v neke spomine svoje ali pa od prednikov, tukaj noter pridemo do neke vibracije. Danes je bil moj oče na obisku in je pripovedoval določene stvari o koreninah družinskega debla in tako naprej. In pač ogromno se je neke energije čistilo skozi mene in sem pač pomislila prav tako, saj veste, kako se čistijo te energije skozi mene, pač kar vpliva me, to je noro. Ampak to so nenazadnje tudi moje korenine, niso samo korenine mojega očeta. In ko je razlagal o teh koreninah družinskega debla, dejansko vidiš, da koliko je bilo teže tukaj noter, strahu in tako naprej. In dejansko tudi zanikanja, kako pomembno je, da dejansko pol ozavestimo pri sebi, ker se to prenaša, da ozavestimo, kaj imamo za predelati pri sebi, da lahko gremo naprej. Nadangel Gabriel, prosim, usmerjaj mojo pozornost v to, kar je lepega. Naj moje oči vidijo lepoto stvarstva, naj moja ušesa slišijo žuborenje življenja, naj moja duša zazna veličino vsega, kar me obdaja. No in naslednji tak nadangel, ki pomaga pri tem, da se prečistijo težke zadeve in ki pomaga pri tem, da gremo v drugo vibracijo, je pa nadangel Uriel. Sam tega najdem. Nadangel Uriel je pa nadangel, ki deluje skozi tako rdečo svetlobo, ki pomaga pri tem, da se dobesedno skurijo določene zadeve in ga pokličemo vedno na pomoč, ko potrebujemo osvetlitev poti. Prosimo ga, naj nas napolni z mirom, zaupanjem in samozavestjo. V glavnem, Bog je moja luč, pomeni mi. Zdaj, če mi gledamo, da je Bog moja luč in mi pomaga osvetljevati moje lekcije, se pravi, nadangel Uriel pomaga pri čiščenju karmičnih vzorcev, odnosov in pri premikih naprej. Se pravi, ko imate občutek, da se stare poti rušijo, ko vidite, da ne morete več na ta način po starem načinu naprej, prosite nadangela Uriela, da vam svojo lučjo dobesedno osvetli pot naprej, da lahko greste naprej. No in zdaj, če pogledamo nekaj molitev nadangelu Urielu, prosim, položi obliž čiste svetlobe čez moje čustvene rane, pripravljena samo zdraveti. Zavedam se, da tudi ljudje, ki res niso kaj prida, delujejo svoje globoke rane. Prosim, pomagaj mi odpustiti vse zamere in razumeti, da so bili ti ljudje nekoč globoko ranjeni. No in ko gledamo skozi to sočutje, do drugih ljudi, nekdo, ki je ranjen, rani druge ljudi, pač drugače ne more in takrat pač prosite, ko ne morete odpustiti, ko ne morete iti naprej, nadangele, da vam pomagajo pri tem, da lažje razmišljate pozitivno. No, zdaj pa dajmo pogledati, če nekaj sporočil s kart Prehod v novo dobo. Zaupaj Božji hitrosti. Vse, kar se dogaja ta trenutek, se ureja v najvišje dobro vseh. Vem, da je včasih bi človek malo porinil kakšno stvar, ampak eno stvar, ko se zaključujejo neki stari vzorci, ker zdaj pa res gremo v novo dobo. In včeraj sem jaz govorila z eno mojo prijateljico in je rekla, ti hočeš delovati še na stari način, biti pa v novi dobi, ne gre. Se pravi, stari način pri vseh umira in lahko vam kaže obraz, to sem jaz, stari način. In če ozavestite, da to vam ni všeč, enostavno rečete, ok, grem naprej, pustiš stvari za sabo in greš naprej. Naslednja,
Ja, spet vibracija obilja. Naravnati se je potrebno na to vibracijo obilja. Ker ta nova doba, ki prihaja, ta prehod v novo dobo in nova doba, nova zlata doba, je vibracija obilja. In zdaj lahko okušamo, pa kvečem, tisto, kar ven pospešeno seka, je pa vibracija pomanjkanja. Skozi bolezen, skozi odnose, skozi materialni svet, pač na vseh koncih nam hoče na nek način pokazati naša duša, ki imamo mi svojo rano. In vedno se povezujemo s pravimi ljudmi, ker ljudje nam kažejo ogledalo, nam hoče pokazati, kje je naša rana, da lažje ozavestimo in gremo naprej. In bogastvo. Dovoljujem, da bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. Pač neverjetno obilje, bogatstvo. Da vidimo še to, vse je tako, kot je prav, mirna sem. Neskončnemu v meni vse uspeva. Ja, to je tisto, kar se učimo skozi novo dobo. Jaz sem nekoč videla na eni delavnici tako, kako se ruši stari svet, in je šla informacija skozi mene samo bodi mirna. Bodi mirna. Ja, ko si sredi vrtinca, je včasih težko biti miren, ampak vemo, da ko gre ciklon, na sredini je vakuum, je mir. Vem, da je težko biti v miru, ampak vsi se učimo, vsi smo na tej poti in glede na to, da se učimo biti v sredini, v vakuumu, v svojem miru, potem lahko okrog nas divja karkoli, mi smo sebi mirni. Zdaj pa poglejmo še na kakšno fizično težavo. Se pravi, kaj narediti takrat, ko imate neke kode pomanjkanja in se odraščajo na recimo motnje hranjenja. Tukaj noter govorimo motnje hranjenja, povezano, da preveč jeste, da se redite, ali pa da ne morete jesti in hujšate oziroma imate celo lahko težave, anoreksijo, bulimijo in v glavnem zavračate energijo življenja. Če najprej pogledamo čustveni vzrok, je to povezano s sovraštvom do svoje duše. V glavnem, psihična, fizična zloraba, jeza zadej. V glavnem, na nek način ste zlorabljeni in zdaj, ker ste zlorabljeni, zlorabljate tudi naprej svoje telo. Program je lahko povezan recimo z nosečnostjo, če ste bili vi nezaželeni, in preverite z mišičnim testom, če imate potrebo imam po zlorabi. Bolje bi bilo, da se sploh ne bi rodila, pač tako, jaz sem napaka in bolje, da ne bi obstajala. In zdaj lahko ponavljate naprej. Zaupam toku življenja. Dovoljujem, da grem s tokom življenja, ki mi prinaša vse, kar potrebujem. Dovoljujem si slišati notranji glas, ki me vodi. Dovoljujem, da vsa žalost odide. Dovoljujem, da vsa jeza odide. Dovoljujem, da vse zamere odidejo. Dovoljujem, da vidim življenje, ki kipi okrog mene, in življenje, ki kipi v meni. Zavedam se, da sem del velike slike, del mogočnega procesa. No, zdaj pa gremo naprej. Zeliščna podpora, ki vam lahko pomaga pri tem, je v glavnem ognjič, čaj iz ognjiča, melise in citronke. V glavnem, melisa ublaži in pomirja telo, duha, melisa zmanjšuje strah. Citronka krepi melisino delovanje, ognjič pa spodbuja vse ostale rastline, da pobožajo dušo. Se pravi, prav ognjič, ognjič, ogenj, urjel, rdeča energija, se pravi, da se kakšna stvar skori. No, zdaj pa pojmo pogledati, kaj pa na tehničnem nivoju, če imate pač to potrebo po zavračanju življenja, ki se odraža kot prekomerna teža ali pa kot prenizka teža. Predvsem vam manjka vseh vitaminov in mineralov in manjka vam tudi vseh beljakovin. V tem primeru dejansko začnite uporabljati večje količine, recimo skuta, albuminska skuta, se pravi, potrebujete beljakovine, potrebujete
Kakšno jajco pojejte, domače jajce. V glavnem potrebujete dobro hrano. Jaz vam bi vsekakor priporočila, vzemite izmed prehranskih dopolnil Pro-Vitality Plus pa Neolife Shake. Zdaj zakaj? Shake vsebuje 22 aminokislin, poleg tega pa vsebuje vse vitamine in minerale in vlaknine, se pravi, to je popoln obrok. To vzamete zvečer, lahko namesto večerje, ali pa recimo zjutraj namesto zajtrka. Druga zadeva, Pro-Vitality Plus ima pa vsakega pomalo, ima omego noter, pa ima zaščitne snovi noter, pa ima B-vitamin, pa C-vitamin, pa E-vitamin, pač vsega pomalo, vse minerale ima noter. Dejansko to je ena taka kombinacija, ki nahrani vaše celice od znotraj, da zmorete v tem turbulentnem času stati pokončno. Tako da v glavnem, ja, zaupajte, ker vse skupaj nas pa uči, zaupaj pomoč od zgoraj, včasih so rešitve bližje, kot se zdijo, včasih nas življenje preko nekih čudnih naključij uči lekcij, ki jih moramo osvojiti, in ko osvojimo lekcijo, se potem kar enostavno čudežno postavijo stvari skupaj in enostavno začnejo stvari delovati tako wow. Kaj vas življenje uči, če ne drugega kot to, da zaupate v veliki in božanski načrt. Vse je prav. Tako da uživajte, lep dan vam želim in dovolite, da vam pomagajo 3 najmočnejši angeli, nadangeli, pa se pravi Rafael, Gabriel in Uriel. Tako da vse dobro in ja, naj pridejo na pomoč nebesne sile.